Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, cenjeni gostje, dragi glasbeno-mladinci. En lep dober večer tudi v mojem imenu in dobrodošli na Slavnostni akademiji. Spoštovani predsednik, v imenu Zveze glasbene mladine Slovenije se vam najlepše zahvaljujem za podelitev tako pomembnega odlikovanja, reda za zasluge, ki je za nas veliko priznanje in potrditev, da smo na pravi poti, da naša dolgoletna prizadevanja pri oblikovanju kakovostnih kulturno-vzgojnih programov in koncertov niso bila zaman. V vseh teh letih smo bili namreč priče veliko izjemnim koncertnim nastopom, ki so izžarevali svežino, mladostno energijo, iskreno željo po muziciranju in doživeli občudovanje številnega mladega občinstva. Ko smo v pripravah na ta pomemben jubilej listali po našem arhivu, smo z navdušenjem odkrivali, koliko nekoč mladih, še neuveljavljenih glasbenikov, ki je koncertiralo v okviru Gema odra, je danes priznanih solistov ali komornih glasbenikov. Kar nekaj jih je tudi nocoj med nami. Zato v 50-letnem kontinuiranem delovanju zadovoljni ugotavljamo, da smo enega od glavnih namenov dosegli. Mladim glasbenikom smo omogočili stopiti na koncertni oder, da so širšemu občinstvu pokazali svoje znanje in talent, ter jim odprli vrata v širni glasbeni svet, ker sedaj uspešno nastopajo in gradijo svojo umetniško pot. Kako mlade navdušiti za spoznavanje dobre glasbe in jih spodbuditi k obiskovanju koncertov, je v tem prehitrem utripu sedanjega časa, ko najbolj banalne oblike cenenega populizma vdirajo vse pore našega vsakdanjega življenja, vedno večji izziv. Glasbena mladina to zahtevno nalogo opravlja z veliko ljubezni do glasbe, odgovornostjo in zavedanjem, da je glasba vrednota in tista oblika umetniškega izražanja, ki, kot pravi Mari Kogoj, usmerja človeka v globino njegove duše. Da se skozi glasbo slišijo tisti pravi glasovi, ki nam govorijo o življenju duha, ki širijo obzorja mišljenja, odpirajo nova spoznanja in ozaveščajo predvsem mlade o pomenu glasbe in njeni neverjetni izpovedni moči. In kako naprej plemenititi in udejanjati naše poslanstvo? Vztrajno, pogumno in brezkompromisno moramo nadaljevati s tehtnimi, vsebinsko raznovrstnimi in privlačnimi kulturno-vzgojnimi programi, ki bodo navduševali mlade za glasbo in širili njihovo vedenje o tej plemeniti umetnosti. Ohranjati živ stik z glasbo je še kako pomembno v tem hitrem tempu življenja, ko se vse odvija z neverjetno naglico in mlade tako usodno zaznamujejo družbena omrežja in različne aplikacije na pametnih telefončkih ter drugih elektronskih napravah. Kako ob sedanjem fenomenu sodobne informacijske tehnologije prepričati in osvojiti mlade, ki so naša ključna ciljna publika, bo torej poseben izziv. Drzno razvijati nove glasbene vsebine, ki bodo, kot pravi Platon, dale dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. Odgovorno in z veliko naklonjenostjo slediti mladim glasbenikom in jim omogočati samostojne koncerte, kjer bodo lahko širšemu občinstvu pokazali svoje vrline ter tako začeli graditi svojo profesionalno pot. Pri uveljavitvi mladih glasbenikov je še kako dragoceno, da jim nekdo pomaga odkrivati njihove potenciale in razvijati ustvarjalnost. Glasno z glasno, edino tiskano glasbeno revijo pri nas, širiti glasbeno misel, ozaveščati širšo javnost o vlogi in pomenu glasbe v našem družbenem okolju, razvijati poglobljeno in avtonomno glasbeno kritiko, ki je vse bolj izrinjena iz kulturnih strani dnevnega časopisja in drugih medijev ter s tem iz javnega prostora. Tudi v prihodnje, morda zaradi družbene situacije še veliko bolj kot doslej, se bomo soočali s pomembnimi izzivi na področju glasbene vzgoje, promocije mladih glasbenikov in razvoju glasbene publicistike. To so naši trije najpomembnejši programski stebri, trije svetilniki, ki nas bodo v nadaljnjih letih usmerjali in nam kazali naš pravi pristan. O praznovanju te pomembne obletnice mi dovolite, da vsem izrečem čestitke za 50-letna prizadevanja pri ustvarjanju te velike glasbene zgodbe. Naj to edinstveno poslanstvo glasbene mladine tudi v prihodnje odpira različne nove poti v vznemirljivi glasbeni svet, ki vsebuje veliko znanega in vselej pušča tudi čar neodkritega. Srečno glasbena mladina Slovenije!
Sedaj pa sledi podelitev priznanj našim zvestim sodelavcem, zato na oder vabim generalnega sekretarja, gospoda Nenada Firšta in vodjo programov, gospod Branko Novak. Ob 50-letnici Zveze glasbene mladine Slovenije priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje in povezovanje pri organizaciji in izvedbi programov glasbene mladine Slovenije prejmejo Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, zanjo prodekan Matjaž Drevenšek. Kulturni in kongresni center, zanj generalna direktorica Uršula Cetinski. Društvo slovenskih skladateljev, zanj podpredsednik Peter Šavli. Slovenska filharmonija, zanjo direktorica Marjetica Mahne. Glasbena šola Kranj, zanjo direktorica Petra Mohorčič. Glasbena šola Murska Sobota, zanjo direktorica Erna Lukač. Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana, zanj direktorica Polona Češarek. Kulturni dom Nova Gorica, zanj koordinatorka programov glasbene mladine Martina Mavrič. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, zanj direktorica Brigita Perhavec. Ob 50-letnici Zveze glasbene mladine Slovenije priznanje za uspešno vodenje in predsedovanje v letih od 2006 do 2010 prejme Petra Mohorčič.
50-letnici Zveze glasbene mladine Slovenije priznanje za uspešno vodenje in predsedovanje v letih od 2010 do 2015 prejme Matej Zupan. Ob 50-letnici Zveze glasbene mladine Slovenije priznanje za uspešno vodenje in predsedovanje v letih od 2015 do 2019 prejme Boštjan Lipovšek.